Katja, jaz sem zelo vesela, da si se pozitivno odzvala povabilo in da si danes z menoj in seveda z vsemi, ki te bodo kasneje na videu pogledali. Zelo se veselim najinega pogovora, ker sem te uspela spoznati skozi tvoje prejšnje delovno mesto, kjer si me navdušila predvsem s tvojo širino, s tvojim pogledom na svet in s tem, da si resnično želela zase najboljšo možno verzijo sebe, ajde rečeva temu tako, oziroma v polnosti zaživeti tvoje poslanstvo. Kaj pa je to tvoje poslanstvo, Katja? Izvoliš. Lepo pozdravljeni, Natali, hvala tebi, da se lahko udeležujemo teh res inspiracijskih zgodb in v bistvu pomagamo tudi drugim, da lahko odnesajo kanček pozitive za sebe. Moje poslanstvo dejansko se je razvijalo kar nekaj časa. V bistvu fizioterapija me veselila že od nekdaj. Moram pa povedati, da sem vedno sama imela nekoliko drugačen pogled na človeško telo. Se pravi, ne samo zgolj z tistega anatomskega, fiziološkega vidika, kakor je pač tudi sam program študija zastavljen. In v bistvu, ko sem začela delati, se srečevala z ljudmi, sem vedno bolj začela opažati, da ni vse samo fiziologija. In nekako je pač zdaj moje največje veselje, torej povezovanje fiziologije in psihologije. Se pravi, kako čustva, kako naše travme, nepredelana čustva vplivajo na naše telo, ker, tako bom rekla, tudi v svojih ambulantah opažam nekje 80% ljudi, ki prihaja, se pravi, nimajo neke diagnoze, izvidi kažejo, da je vse več ali manj BP primerno letom in starosti, ampak ljudje se počutijo grozno. In potem, ko se tako malo začnemo pogovarjati, ko pač eni se bolj odprejo, eni manj, pridemo dejansko do nekih vzrokov, ki tičijo nekje pač globje, se pravi v naši psihi, v naših čustvih in dejansko potem lahko vlečemo kar fajn sporednice tudi potem z simptomatiko, ki se pa kaže na fizičnem telesu. Tako da moja pač posebnost je manualna terapija in glavno poslanstvo sem odkrila v bistvu takrat, ko sem tudi sama šla po rojstvu hčerke skozi eno težko obdobje tesnobe in takrat sem se tudi sama znašla v tem zdravstvenem sistemu, pač ponujalo se je, kar se je ponujalo in potem sem tako začela iskati eno rešitev, drugo, tipati razne alternative, knjige in v bistvu ugotoviš, da si moraš pomagati sam in da se da torej narediti pač veliko več z drugačnimi pristopi in tudi sama sem potem počasi začela to implementirati v svoje terapije. In pač izkaže se tudi, da so stvari uspešne, ampak res pa človek mora nekako aktivno začeti iskati tisti svoj del, kaj je pač tisto, kar tebi služi, ker ni vse za vsakega, se pravi, vsak si res mora poiskati način, ki za njega funkcionira, ki mu olajša. Je pa res, da je včasih težko, ko si sam v tej situaciji, ne vem, ali začneš malo brskati po teh straneh, dobiš ali psihiatra pa zdravila ali pa pač nekaj drugega in ko si res tisti hudi tesnobi, je težko dejansko najti sam nekaj. In takrat sem začutila, da je pa mogoče tudi ta del mojega poslanstva, da bi rada ljudem delila to zgodbo in jim preko terapij tudi mogoče z določenim svetovanjem, z različnimi energetskimi tehnikami, ki sem jih potem kasneje osvojila, lahko pomagaš tudi na tistem nezavednem delu in dostikrat se torej izkaže, da dejansko ko ljudje nekako uredijo svoje čustva ali pa naglasijo te svoje težave, se potem tudi fizični simptomi zmanjšajo. Tako da včasih smo tudi več poslušalci kot dejansko fizični terapevti. Katere te tehnike pa so tebi v tem obdobju po rojstvu otroka najbolj pomagale? Jaz bom takrat, kot je že Saša včeraj povedala, probaš vse, kar je možno, vse, kar obstaja, da bi se pač rešil teh neprijetnih simptomov. Najprej sem brala neke knjige, potem sem se v bistvu pa začela sama ukvarjati z bars terapijo, se pravi Access Consciousness pristop. Najprej sem hodila v bistvu tja kot sama na terapije, potem sem pa tudi sama naredila tečaj, se pravi preko teh energetskih točk na glavi,
stimuliraš dejansko določene točke in preko tega se potem tudi neki nezavedni programi lahko obrišajo, preprogramirajo. Skratka, ni se ti treba ukvarjati mogoče za samo travmo, pa jo, ne vem, predelovati, kot je dostikrat to pri psihoterapijah ali pa kjerkoli drugje, ampak dejansko daš ti namero in terapevt se v bistvu poveže s tabo preko teh točk. Tako da meni so recimo ta bars tehnika bila zelo blizu. Prebrala sem tudi morje enih motivacijskih knjig. Meditirati sem začela, to mislim, da je tudi bil en tak največji korak in tudi še danes kar redno, bom rekla, izvajam. Predvsem to umirjanje, to je bilo tisto najbolj pomembno, se pravi, da umiriš tisti živčni sistem, misli, ki stalno begajo po glavi, in se nekako res začneš preseliti malo vase, da potem enkrat lahko začutiš tisto svojo intuicijo, kjer si govorijo, pa nikoli ne veš, kako to narediti. V bistvu, zavestno se vsega zavedaš, veš, ampak res nimaš pa orodja, kako. Hodila sem potem tudi na določene energijske terapije, tako da tipala sem z večjih strani in potem pač pravim, vsak najde tisto, kar je zanj primerno. Tudi več sem začela hoditi v naravo sama, ker tudi prej sem stalno imela nekoga zraven, vedno za nekoga drugega. V bistvu začela sem se učiti biti sama sabo. Ker takrat sem se dejansko lahko slišala. Pa razni coachingi, individualne terapije, se pravi, predvsem to tudi predelovanje čustev, sedej na kavču doma, sam s sabo, pa robčke zraven. Ja, pravim. Ogromno je vsega, je pa pač res, ko mora vsak ugotoviti, kaj je tisto, kaj zanj deluje. Ti si zaštartala svojo samostojno poslovno pot točno pred epidemijo. Najprej si morala zbrati pogum, da si se za to odločila, si naredila korak in potem je prišla korona. Kaj je zate ta epidemija pomenila, oziroma kaj še pomeni, saj še ni konec? Ja, epidemija je bila zame tak en velik preizkus, ali bom pa rekla ne preizkus, ampak spet še ena stopnička na poti osebnostne rasti. Sama bom rekla, da sem imela več težav pred samo korono, se pravi, ko se je trebalo odločiti iz ene varne službe pač na svojo pot oziroma pač slediti svojemu poslanstvu. Takrat sem se več srečevala z temi svojimi strahovi. Zdaj, pred samo korono pa sem sama sebe, bom rekla, presenetila. Ko je nastopil tisti dan, pa ko preberemo, da pač ne bomo od jutri naprej več delali. In takrat sem si prvič rekla tisto, pa okej, pa sej, v bistvu, kaj se pa lahko zgodi. Pa bomo videli, pa če ne bo šlo v najslabšem primeru, bom pač zaprla. In potem tisti prvi teden doma je še bilo v redu, smo še vse počistili, uredili, skratka, se spočiješ, ker cel čas sem pa potiho rekla, dam pa imela malo dopust, ker sem takoj prešaltala na novo službo. In te sem si rekla, glej, mogoče sem si pa zmanifestirala, evo, enomesečni dopust, sicer ne tako po mojih planih. Glavno pač, kar mene korona uči in kar je tudi pač odločitev za novo službo in cela ta situacija je, jaz moram spustiti kontrolo. Jaz vidim, da je to pač ta moj glavni problem, se pravi perfekcionizem, z kontrolo, vse imeti 3 plane, ABC po možnosti in moram reči, da sem pa zdaj res čisto mirna. Nekako verjamem tudi, da sedaj, ko bomo začeli delati, da delo bo, vidim, da nekako ljudje potrebujejo naše storitve, bo tako več psihičnih kot fizičnih težav, že zdaj se stranke javljajo, tako da verjamem, da šele zdaj mogoče res komaj moj čas prihaja. Je pa res, da tam drugi, tretji teden, ne bom rekla, da nisem imela nekih tesnobnih občutkov, pa vprašanj, kako bo. Sem se pa končno pomirila s tem, da tudi če jaz en mesec ne delam, da ne propade moja družina, ker to je recimo bil zame velik problem. Zdaj pač dela mož, temu zaupamo, on hodi v službo in končno sem jaz enkrat lahko, gospodinja, mama, in vidim, da v bistvu sploh ni s tem tako nič narobe, se ne podere svet in to mi je tako ena velika šola bila. Ker poleg tega, ko sem jaz službo menjala, je še mož službo menjal in takrat me je še to mučilo. Tako da midva sva res imela zdaj eno obdobje zelo pestro, tako da sem se svojimi še tistimi nadaljnjimi strahovi ukvarjala, da ni treba, da si stalno steber, da za vse poskrbiš, ampak v bistvu
v času korone zdaj pa vidim, da dejansko potrebujemo manj, kak si prej misliš. Ne? Manj trošimo, so majhne stvari, ki so pomembne, s hčerko sva si nekako uredile ta svoj dnevni ritem, več sva skupaj, dejansko smo več skupaj, tako da sigurno so tudi prednosti. Sedaj v tej situaciji pravim, sem pomirjena in jaz nekako imam upanje oziroma verjamem, da bo šele zdaj prišel moj čas, da bom lahko dala ljudem to, kar sem se do zdaj učila. Omenila si, da si zdaj mamica, ne? Da igraš, da si zdaj prevzela ali pa se precej posvečaš vlogi mame in kako pa je biti mama v tem času? Kako je z šolo, kako je z učenjem, kako je s kuhanjem, čiščenjem, kako je z razdelitvijo obveznosti doma? Ja, zdaj hčerka sicer, hvala Bogu, je še zadnje leto vrtca, tako da šolo še nimamo težav, da bi se mogli učiti. Je pa res, da je pač zdaj večji del gospodinjstva pač padel na mene, ker mož hodi v službo. Urnik sve si nekako prilagodile tako, da imamo približno neko strukturo skozi dan. Je pa tako, moja hčerka je zelo taka punčka, ki potrebuje ogromno ene pozornosti. In je tudi hkrati moja največja učiteljica. Dejansko, jaz bom rekla, da vsaka ženska se po porodu otroka definitivno spremeni in se mi zdi, da komaj takrat začnemo ženske osebnostno rasti. Če ne drugače, se mi zdi, da v tem obdobju, takrat, ko postaneš mama, vseeno komaj začneš naglasiti neke občutke, čustva, dejansko to, kar ti si v resnici. Ker prej pač živiš neko življenje, za nekimi opravili službo se skrivaš, ampak ko pride otrok na svet, se ženska spremeni in pridejo tista ena čustva, mogoče tudi tiste temne plati, ker drugače ne naglasimo in dostikrat je to kar precejšen, bom rekla, šok, ker je ta slika popačena tisti prejšnji, mogoče katero smo živeli. Tako da mene moja hčerka ogromno naučila in tudi zdaj, ko me pritiska na tiste moje najbolj temne gumbe, sprožilce, se včasih res tako trudim, no, da se ujamem, da včasih prediham, grem ven iz sobe, najprej sama pri sebi pogledam, kje sem zdaj in šele takrat grem nazaj neko interakcijo z njo. Moram pa biti zelo iskrena, v tem času sem prav razmišljala, zakaj želimo biti starši. Zasledila sem celo en članek, da samo 30% žensk ima poslanstvo biti mama. 90 do 95% žensk pa dejansko ima otroke. Poslanstvo biti mama. Se pravi, tudi jaz blazno uživam v tej svoji vlogi, super mi je z njo, za nič na svetu jo ne bi zamenjala, ampak ko se ukvarjam z svojim poslanstvom, pa ugotavljam, da biti samo v vlogi mame pa gospodinje me ne bi izpolnjevalo. In včasih bi se res mogoče potem mogli vprašati, zakaj se za to odločimo, ali pa zato, ker je prav, ker vsi imajo, ker smo že toliko stari. In si tudi ni enostavno priznati, da pa ni to tisto, kar bi pa mene zdaj tako najbolj izpolnjevalo. Ker včasih, zdaj, ko ni bilo korona, pa ko smo v teh svojih opravkih rečeš, sem ka imela dovolj denarja, pa bi pol lahko bila doma, pa bi gospodinjila, ampak dejansko vidim, da je to ena vloga, ki jo igramo, ni pa tista, ki bi me pa, bom rekla, 1000% izpolnila. Se pravi, še bolj sem dobila potrditev, da je moje poslanstvo tudi delo z ljudmi, rabim ljudi kot terapevt in je pa seveda ta vloga neprecenljiva in nezamenljiva. Ampak je bilo zanimivo se ukvarjati tudi z tem. A so te v tem času ljudje kaj kontaktirali, so ti kaj sporočali, s čim se soočajo, kakšne so bile te njihove zdravstvene težave ali pa kaj jih je morilo, kaj jih je težilo? Ja, precej strank, bom rekla, je ostalo v kontaktu in smo se slišali pač preko telefona. Zdaj tako, če bi najbolj posplošila, bi lahko rekla, da je vseeno največ težav, kot so že prej rekle, psihičnega vzroka. Se pravi, ni toliko za nekih fizičnih poškodb ali pa karkoli, ampak dejansko ljudje doživljajo neko tesnobo, zaskrbljenost, kako bo. In seveda posledično s tem, če potem navežem zdaj to na telo, največ ljudi nekako poroča o nekih kroničnih bolečinah tam okrog križa, se pravi, ledveni del hrbtenice. In zdaj, če tako pogledamo dejansko, da se
pač vibracija zemlje spreminja oziroma zavest pa dviga. In kot je že Simona zadnjič rekla, ko gremo z tega preživetvenega mehanizma dejansko na stopnjo više, se pravi, za prve čakre se pomikamo gor, je čisto logično, če povežemo potem fiziologijo, se pravi ledveni del hrbtenice, trtica, se pravi, to je področje, ki je v tem času, bom rekla, ogroženo. V bistvu, zakaj se zdaj te bolečine pojavljajo, tudi ogromno svojih strank sem probala potolažiti, da so to zadeve prehodnega značaja, ker s tem, ko se pač mi navajamo na novo vibracijo, se tudi naše telo mora temu prilagoditi. In vse fizični simptomi, ki nastopijo, so dejansko, rečemo, normalni. Tudi naše telo se sedaj prilagaja nekim spremembam. In če res gremo z prve čakre ven, v kateri smo bili zadnjih 50-100 let, potem ni nič čudnega, da se oglasi kakšna ledvena hrbtenica, da se kakšne spremembe v išiasu, se pravi bolečine v živcu pojavijo. Tako da ni to torej nič strašnega, probam nekako ljudi pomiriti. Je pa res, da se nekako največ v sami hrbtenici, bom rekla, odvija teh težav, o katerih ljudeh sedaj poročajo. Se tudi vsa ta čustva, se pravi strahovi, tudi tesnoba, se pravi zaskrbljenost, če povežemo fiziološko, je to v ledvenem delu hrbtenice. Tako da lahko spet potegnemo vzporednice. Ja, svoj. In kaj si jim svetovala? Dobro, eno je, da je prehodnega značaja, ampak tudi ta prehodni čas moramo nekako preživeti brez tega, da bi sami sebi ene scenarije v glavi zaigrali, ki bi še poslabšali situacijo. Tako. Zdaj, na to temo smo potem posneli nekaj videoposnetkov, pa v bistvu teh live zadev, da sem dejansko dala, kakšne vaje delate, v bistvu, da delate ogromno na raztezljivosti tkiva, na raztezljivosti kolagena. In v bistvu cel čas jih spodbujam, da se da ljudje gibajo. Gibanje je v bistvu osnovna človeška aktivnost. Ljudje smo narejeni za gibanje in sam sodoben način življenja, ko večino časa presedimo, je dejansko za človeka popolnoma nefiziološki. In tudi 3/4 vzrokov vseh teh težav, ki nastanejo za hrbtenico, je posledica napačnega gibanja. Se pravi, če bi se mi vprašali, kolikokrat napačno vstanemo, kolikokrat se napačno usedemo, če bi to pretvorili v številke, videli, da je ta številka enormna. In če se mi vsakokrat malenkost poškodujemo pri tem napačnem sedanju, vstajanju, potem se verjetno ni čuditi, da za 20-30 let je naša hrbtenica v takem stanju, kot je. Tako da naredili smo, pravim, nekaj webinarjev oziroma teh interakcij pač glede vaj. Ljudje so dobili vaje, tudi so mi že številni poročali, da ko dejansko redno izvajajo, je v redu, potem ko malo pozabijo, se zadeve rade ponovijo. Predvsem pa sem jim svetovala pač, da se res naj vsak sede z sabo. Ker ta čas je zares bil idealen, da pogledamo sebe, kaj pričakujemo, kaj si mi želimo, da naglasimo vse te čustva, ki nas dejansko mučijo. In tudi včasih, ko presediš, prejokaš, daš tisto ven, je naslednji dan marsikdo napisal, da danes me pa za čuda križ ne boli. Tako da pravim, tudi naše telo, če bi pogledali samo zgradbo, mene recimo blazno zanima naša fascija, ovojnica. To je pač ena zadeva, ki pravimo danes 6. organ čutilni, na katerega so v bistvu znanstveniki dali pozornost zadnjih 10 let in dejansko ugotavljajo, da se je vse razvilo iz fascije. To je neka mreža v nas, v kateri vse lebdi in dejansko se odziva ta mreža tudi na naše misli, na frekvenco, na valovanje, kjer mi sporočamo in pač na določeni fazi oziroma na določenem mestu se zgosti in vpliva seveda to posledično tudi potem na mišice, na sklepe, na vse, kar leži pod njo. Tako da zelo fascinantno smo zgrajeni, mislim, takega stroja mislim, da nihče ne bo naredil in predvsem, kar sem ljudem hotela sporočiti, je to, da naj začnejo spreminjati tudi odnos do sebe. Se pravi, do zdaj smo živeli nekako v vlogi žrtve, pa zunanje okolje je krivo, pa tam je vzrok, se pravi, pa nekdo drugi mi naj pomaga, ker opažam pri ljudeh tudi ogromno pasivnosti. Naj bi mi terapevti rešili ali pa naj bi zdravnik rešil. Vseeno, prvi smo mi sami. Sami pri sebi lahko največ naredimo, ker imamo
vsi to moč samo ozdravitve, vsi imamo celo lekarno endorfinov v sebi, ki jih lahko sprožamo na take in drugačne načine. Terapevt je dejansko lahko učitelj, ki te usmeri, da je neka orodja, ampak ljudje bomo mogli skrbeti res za svoje zdravje v večji meri sami. Se pravi, ne več odgovornosti dajati na druge, ampak in če bomo začeli poslušati telo, ker zanimivo je pa to, da nam telo ves čas kaže, ampak pač mi odrivamo, dokler se da, pa še to tableto, pa ono, pa grem v službo. Ko bi si le res dovolili vmes slišati svoje telo, jaz mislim, da bi bilo dosti manj zdravstvenih težav. Je pa res, da obdobje, ki prihaja, zna biti naporno, ker bo pa manjša toleranca telesa na vse te spremembe. Se pravi, ta zavest se bo višala dokaj naglo in če bomo mi ostali tam nekje zadaj, da ne bomo šli s tem, se lahko v bistvu pričakuje v porastu še več teh raznih zdravstvenih težav v obliki bolezni, kroničnih zadev, kakorkoli. Tako da je res čas, da se naglasimo sami sebe. Zelo sem vesela, da si točno to omenila. Zaradi tega, prvič, če greva na to, da se je treba gibati, jaz svoje coachinge delam stoje oziroma hodimo. Zato imamo tudi pse pa konje. Se mi zdi, da bistveno hitreje prijemo do določenih stvari. Pred človeku je res dano v DNK, kamorkoli pač želiš v fascija, ajde rečva, ne? Da se gibljemo, da ne sedimo, da nismo pasivni in že s tem, ko nekdo posedi, je pasiven. Če ga pa prisiliš dobesedno, da se mora gibati, potem možgani drugače razmišljajo. Jaz ne vem, verjetno se da nevrološko to tudi kakorkoli razložiti s kakšnimi raziskavami, ampak dejstvo je, da ko se človek giblje, prej pride do nekih rezultatov, do nekih rešitev, do novih idej, do vsega, ne? In druga stvar, za katero sem vesela, da si omenila, pa je sprememba vibracije. Zemlja se zdaj res zelo hitro spreminja, tudi vsi ti potresi, ki jih čutimo v Sloveniji, ne? Pa Hrvaška je bila pred kratkim, včeraj je bil spet eden v Sloveniji in tako naprej. Vse to kaže na to, da bo Zemlja zelo hitro začela za nami delovati in ljudje se bomo pač v resnici morali prilagoditi tem zadevam. Veliko, ne vem, če si opazila, veliko ljudi se je tudi poslovilo, fizično telo se je poslovilo v tem času. Veliko dušic je sklenilo, da pač v tem našem fizičnem voju, v tem življenju več ne gre naprej in bodo poskusile verjetno znova pač nekje drugje. Tako da, tvoje poslanstvo je krasno, je čudovito, je super in jaz verjamem, da bo tvoj delovnik 4. maja izjemno zanimiv in pester, a že veš, kaj te čaka, a že imaš, vem, da si rekel, da moraš spustiti kontrolo, da je to nekaj, kar pač, ampak vseeno veš, moraš kar priti službo pa čakati, da se zgodijo stvari, ne? Vseeno, ali? Pač? Ne, tako rečeš, odkar sem objavila, da začnemo znova delati, telefon kar zvoni in bom rekla, da že imam kar urnik precej napolnjen. Se pa pravim veselim, ker sem tudi v tem času prišla sama do nekih svojih spoznanj. V kratkem se odpravljam še na en novi tečaj po eno nova znanja, ki bodo spet še malo povezala te stvari, tako da jaz se veselim in mislim, da lahko res ljudem še veliko damo, da smo jim suport, podpora, ker se mi zdi, da je to tisto, kar človek v teh kritičnih fazah, ko si v nekih teh svojih občutkih, pa ne veš sam ven, potrebuješ. Da si razumljen, da si slišan in če je na drugi strani nekdo, ki je dal sam te stvari skozi, ki te razume, kako se počutiš, se mi zdi, da si lahko res velik suport. Ker itak je pa tisto, kar pač oseba mora narediti, bo mogla narediti sama, ne? Ta opora se mi zdi nekaj zelo pomembno. Spremljaš človeka v resnici, ne? To je zelo podobno coachingu. Spremljaš človeka, ampak človek je tisti, ki mora sam narediti. Zdaj pa zaključiva še z zadnjim vprašanjem. Kaj pa je tisto ob tem, da si vzamemo čas zase, da se gibljemo? Kaj še lahko naredimo zdaj, ko čakamo na obdobje konec korone, po korona era, kakorkoli hočemo temu reči? Kaj lahko naredimo za svoje zdravje? 2-3 nasveti, konkretni. Tako, torej prvo, kako si rekla, gibanje. To bom še enkrat ponovila, ker ko se gibamo, mi sproščamo blokade, energija začne teči po telesu in enostavno telo se čisti. Se pravi, pa karkoli je to. Lahko je 20-minutni sprehod, ni treba, da so za to neki hudi podvigi. Drugo, kar je, pravim, poiščite tisto, kar vas veseli. Se pravi, vsak pri sebi, dajte si 3 vprašanja na list,
če bi imel čarobno palčko, kako bi izgledalo, kaj si jaz želim. Če imam polno denarja, pa si vse lahko privoščim, kaj so dejansko tiste moje želje, če bi lahko si zaželel karkoli. In tam potem pridemo počasi do tistih stvari, ki so tam noter v nas, ki smo jih mogoče nekje potlačili. In pa tretja stvar, aktivno začeti delati majhne korake proti tem željam. Se pravi, prvo želje napisati, potem pa začeti energijo usmerjati v to. Ni treba, da so veliki koraki. Ne vem, če želiš, da bo šel tja na potovanje, pa gledaš na potovalnih agencijah ali pa listaš katalog. Skratka, majhne stvari, ampak začeti aktivno počasi se z tem delom, se pravi, ukvarjati. Kaj je tisto, kar pa ti lahko zdaj v tem trenutku narediš? Pa mogoče še zadnja stvar za tiste res ljudi, ki so tesnobni, ki se srečujejo s temi neprijetnimi občutki. Samo priznati si to, sprejeti in pa dovolite si poiskati pomoč. Ni potrebno, da smo vsem tem sami, da vse to moramo sami urediti, ker se da. Danes je ogromno vsega na razpolago, tudi ti webinarji brezplačni zdaj v tem času so res en taki balzam za dušo, ampak ne biti pasiven, čakati v tistem obupu, kaj bo, res delati majhne korake, počasi se premikati. Katja, hvala, super sogovornica si bila. Vidiš, za konec so dobili obisk kosmati, 4-nožni. Ja, super, da poznam. Očitno je začutil, da se nama mora pridružiti, nama nekaj sporoča, mogoče nama sporoča, dovolj je bilo, dvignite se, gremo ven na sprehod. Mislim, da je to, ja. Tako da hvala ti še enkrat, 4. maja uspešno in srečno in kmalu na snidenje v živo. Tako, hvala vsem, ostanite zdravi. Čau. Čau.